Zdaj ne vem, če vi tudi mogoče kar veliko kolesarite, pa nikakor ne morete izgubiti kilaže, ali pa ste zelo veliko utrujeni, imate težke noge, pa vas noge bolijo, kakor sem jaz imela to včasih. Jaz sem preizkusila sistem, ki ga imajo v Human Performance Centru, to je njihov sistem. Bom pa povedala nekako, kako poteka moja prehrana glede na trening, se pravi prehrana mene kot rekreativnega kolesarja. Kakor že mogoče veste, jaz imam treninge nekje 5 do 6 na teden in temu imam tudi prilagojeno prehrano. Tukaj predvsem hrano delim na te dneve, ko imam nizkointenziven trening ali pa fraj dan, srednje intenziven trening ali pa visokointenziven trening. Predvsem so tukaj pomembni hidrati. Jaz nekako pri beljakovinah sem pri vseh dneh na isti količini, hidrate pa prilagajam. Ne glede na to, koliko imam, v bistvu kakšen trening imam, vedno imam nekje 4 do 5 obrokov na dan, to so glavni obroki, se pravi zajtrk, kosilo, večerja, pa 1 do 2 malici. Dan, ko je pa trening, imam pa še regeneracijski obrok. Jaz imam vsak obrok sestavljen iz vseh, kakor se reče, makrohranil. Se pravi, da dobim popoln obrok, kaj moram pojesti, pojem hidrate, beljakovine, potem je sadje ali zelenjava in pa zdrave maščobe. Zdaj vse to mora biti nekako proporcionalno izmerjen, glede na mojo kilažo pa glede na intenzivnost treninga. Zdaj mogoče, da vas noge recimo bolijo ali pa da se počutite preutrujene, da je problem ravno v pomanjkanju ogljikovih hidratov. Jaz pač vem zase, da sem jih jedla veliko manj, kakor jih jem zdaj, in so v bistvu nekako je pri moji prehrani ratalo najbolj to razporejanje kakšnih hidratov pa koliko pojesti na kateri dan. Najbolj pomembni so v bistvu ogljikovi hidrati. Tam nekako beljakovin pojem praktično vsaki čisto, ne glede na to, kakšen je trening, in to jaz pojem nekje gram beljakovin na svojo kilažo, prav okoli 60 gramov beljakovin pojem na dan. Ostalo so pač hidrati, ki jih tudi prilagajamo glede na trening, tako kot smo rekli. In če imam jaz nizkointenziven trening, se pravi, so moji hidrati, ki jih pojem, nekje 1,3 grama na kilogram telesne teže, pri srednje intenzivnem je to 1,5 in pa pri visokih je pa to 2 grama, ali pa če se pripravljam na kakšno dirko, je pa to tudi več oziroma kakor lahko in pa neomejeno takrat. Najhitrejši se ti hidrati takrat, ko je tako neomejeno, dobijo z kakšnim rižem, tega lahko pojeste mogoče večjo količino, vsaj tako jaz. Jasno je ta lovdanje z gumijastimi bomboni zelo aktualen, kjer tudi zelo hitro dobite veliko količino hidratov. Pomembno je tudi vedno, da se dodaja takrat fruktoza, ki pač pospeši vse skupaj, da gre hitrejši in pa v mišico in pa bolj kvalitetno. Vam svetujem, saj jaz sem si od začetka stvari vagala, potem sem se pa navadila, sem točno vedela, koliko gramov je 1 žlica riža, 1 pest makaronov, in tako v bistvu nekje pride 1 žlica riža, je približno, se pravi, jaz imam 40, se pravi 25 gramov približno, potem 1 pest makaronov je 50 gramov makaronov približno. Se to lahko si sami enkrat naredite, zvagate na tehtnici in vam je potem to tudi lažje. Tako da jaz recimo pojemo zelo veliko riža pri nas, si lepo zvagam riž vedno, tako da to mi je nekako najlažji. Tudi danes bom naredila za kosilo bo rižota, ki je najbolj pač praktično, in takole imamo nekje tisto gramažo, ki je približno nekje, se pravi, malo si zvagite sami. Evo, pa že kar zdaj vas opozarjam, glejte vedno gramažo hidratov na deklaraciji. In v deklaraciji je vedno to zapisan na 100 gramov in zato boste pozorni, koliko je dejansko 100 gramov neke suhe snovi, koliko je to potem v gramih hidrati. Ena taka osnovna stvar, kaj ne sme nekako vam manjkati v shrambi, oziroma tudi tako sprašujete me zelo veliko, a jem polnozrnato ali jem belo, tako kot jaz pravim. To je spet jasno odvisno od treninga, kakšen način treninga imate, tako da vam bom zdajle na hitro malo pokazala, kaj je tisto, kar pri meni skoraj sigurno nikoli ne manjka v naši shrambi. Se pravi, bel toast, polnozrnat toast, cornflakesi,
mleko, in ga brez laktoze vsijemo, riž, testenine, polnozrnate, pa bele, potem tele tortile, to je zelo praktična stvar, pa zelo fina, spet bela, pa polnozrnata, oreščki, tudi zdrave maščobe je treba jesti, sira zelo malo, pa čim manj mastnega, jasno, gumijasti bomboni ne smejo manjkati. Tegale se največ pri nas poje piščančja prsa. Teli savojardi piškoti so zelo fajn pred kakšnim težkim treningom, so lahki, pa zelo veliko imajo hidratov, pa nobenih praktično maščob, tako da so tu zelo fajn zadeva. Zdaj jasno, pa ovseni kosmiči. Zdaj nekako tukaj takole vidite, kaj je tiste, da ne pozabim, jasno, whey je eno takih stvari, ki jo lahko dodajate, sploh pri zajtrku jo jaz ponavadi jem, tako da to so nekako tele zadeve, ki pri nas nikoli ne manjkajo. Torej, in kaj je zdaj poanta teh polnozrnatih in pa nepolnozrnatih hidratov? Polnozrnati hidrati imajo veliko vlaknin, zato niso primerni v času takrat, ko delate težke intenzivne treninge. Se pravi, tudi zdaj mogoče čez zimo se da več pozornosti na polnozrnato hrano, zato pravijo recimo, da so ovseni kosmiči hrana, zimska prehrana kolesarja. Veliko se da kombinirati, se pravi, imamo različne vrste kosmičev, polnozrnati kruh, polnozrnati toast, drugače pa se pravi, takrat, ko je pa visok intenziven trening, pa dajte takrat probati jesti, se pravi, beli makaroni, riž, mlečen riž je zelo fajn zadeva, gres, cornflakesi, tako kot sem že rekla, teli savojardi piškoti so zelo fajn. Kosilo za jutri sem skuhala že danes in to je rižota s piščancem, grahom, korenčkom, v bistvu je vse nekako noter, kar je potreben za en obrok. Zdaj to je v bistvu zelo ogromna rižota, ker skuham za sebe, Mirsada pa še za sina. In zdaj jaz sem nekako odmerila, da je ena tale šefla, je v bistvu 100 gramov suhega riža, kar je 60 gramov približno hidratov, in pač v bistvu glede na 100 šeflo jaz korigiram, koliko kdo rab hidratov za določen dan. Tudi v času treninga znotraj, ko smo na trenažerju, je tudi zelo pomembna hidracija, zdaj pač je primerna glede na trening, se pravi, recimo pri nizkointenzivnem treningu, pri kakšnem recoveryju je že dovolj, da je en takle napitek, ena merca, se pravi, jaz sem zdaj dala noter 20 gramov hidratov, ki jih bom pač popila v drugi polovici treninga. V zimi je mogoče fajn, lahko dodajate mogoče malo manj hidratov, ampak pite pa glih tako vsem treba, tako da jaz bom v roku 1 ure pa pol na trenažerju popila 2 cela bidona. Zdaj med treningom je tudi na trenažerju, jaz jem čisto enako, kakor to počnem odzunaj na kolesu, se pravi, če imam nizkointenziven trening, recovery ali pa na cono 2, je nekje to okoli 20 gramov hidratov na uro, ali pa mogoče pri recoveryju samo kakšna voda brez hidratov. Če pa imam daljši trening, pa bolj intenziven, se pravi, kakšni večji vati, da se obračajo, potem imam pa 40 gramov hidratov na uro. Zdaj to jih uživam nekaj v obliki napitka, kjer malo bolj počasno lahko doziram te hidrate, nekaj pa v obliki gelov ali pa kakšnih gumi, bombonov. Zdaj mogoče glih samo en nasvet za zdajle med zimo, če ste na trenažerju, dajte predvsem piti glih tako, kakor če bi pili odzunaj ali pa mogoče še več. Plus tega pa, če bi radi izgubili kakšno kilo, dajte, spet smo pri tej coni 2, se čim več vožiti v coni 2, pa mogoče zaužiti malo manj hidratov med treningom, ampak ne pozabiti vseeno kaj pojesti pa popiti, pa tudi boste pozorni na to, kaj boste naslednji dan počeli. Če boste naslednji dan imeli mogoče samo počitek, potem lahko tudi
živite trening samo z vodo. Tako da na trenažerju lahko gel tudi malo dozirate, ni treba, da celega naenkrat podsuzate. Takoj po treningu pojem 1 gram hidratov na težo, se pravi okoli 60 gramov, to je 1 PC gumijastih bombonov, lahko pa včasih, če je bolj težek trening, imam pa tudi včasih kakšen ta regeneracijski shake spijem, sploh če vem, da še kakšno uro ali pa 2 mogoče po treningu ne bom jedla. Tako da to je res, tako da zdaj se še nisem stuširala, potem se grem pa stuširati.